Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer za vas pripravljamo različne vsebine z različnimi gosti. No, tokrat se bomo pogovarjali o umetni inteligenci in v ta namen smo v studio povabili profesorja na Almi Mater Europaea iz Maribora, profesorja, doktorja Mateja Mertika. Gospod Mertik, lepo pozdravljeni v našem studiu. Hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vsem vašim gledalkam in gledalcem iz moje strani. Torej, na vaši fakulteti obstaja tudi študij Uporabna umetna inteligenca. Kako to, da ste se odločili, da boste študentom in študentkam ponudili to vrstni študij? Ja, torej program Uporabna umetna inteligenca je pri nas nastal zdaj več let. Seveda pa je nastal tudi iz vidika potreb po teh kadrih na trgu, to je ena stvar. Po drugi strani pa predvsem zaradi tega, ker se je to področje v zadnjih desetletjih zelo razvijalo. Danes verjetno tudi gledalci in gledalke televizije AS dnevno berejo v časopisih o terminu umetna inteligenca, posebej zdaj v zadnjih par mesecih s to tehnologijo ChatGPT-ja. Moram povedati, da se je pač to razvijati začelo leta 2012 z tehnologijo prepoznavanja obrazov, z pametnimi telefoni in tako rekoč te algoritme, ki jih imenujemo umetna inteligenca, danes računalniške, uporabljamo že sigurno 10 in več let. Vsi vaši gledalci in gledalke tudi verjetno, ko uporabljajo splet, se čudijo, odkot razne reklame, ko vpisujejo ključne besede, pa brskajo o nekih stvareh, potem pa dobivajo z lokalnega okolja, na primer, aktualne ponudbe na to in drugo temo. To pač gre za to podatkovno analitiko, s tem, da je pač, kot sem dejal, ta podatkovna analitika izjemno napredovala z rastjo procesorske moči, z računalniško močjo in z velikimi podatki. In v 2012 je bil en taki prelom, kjer se je zgodila neka nova pot, in ta nova pot je bila, da so naenkrat algoritmi, ki smo jih učili na velikih podatkih, premagali neke klasične matematične metode in od takrat naprej so te algoritme seveda začeli uporabljati za vse druge stvari. Konkretno se je to zgodilo na področju računalniškega vida na enem tekmovanju v ZDA, kjer so Joshua Bengao in ostali pravzaprav predstavili ta algoritem prepoznavanja objektov na slikah in od takrat naprej z DeepMind, pa potem z igro Go, kar zasledujemo v zadnjih 10 letih, to stvar izrazito narašča. In kot nek odgovor na to temo, ker se je pa 2017 na MIT-ju na primer financirali več kot milijardo dolarjev v postavitev fakultete za umetno inteligenco, in če je to MIT 2017 pravzaprav začel delati, vemo pa, da je MIT pač eden izmed pionirjev računalništva in pravzaprav najboljših prostorov za izobraževanje tega področja na svetu. In če je MIT začel to področje posebej osvetljevati, se pravi, je tudi čas, da to počnejo drugje, tudi v Evropi, in tudi mi smo pač skočili na ta vlak. To ne pomeni sicer, da pojasnilo za gledalce in gledalke, da tega področja v Sloveniji seveda do takrat ni bilo. Vse to imamo mi v programih računalništva informatike že ves čas, mogoče več o tem nadaljevanju. Tudi imamo zelo močne raziskovalne skupine na to temo, ampak iz pedagoškega vidika, da bi pa združili to v eno področje, pa se je pač začelo odvijati. Zdaj jaz sem prepričan, da bo tudi v tej smeri šlo v prihodnje. Dobre in slabe lastnosti uporabe tovrstne tehnologije, torej umetne inteligence v našem življenju? Ja, zdaj to je zelo zanimivo, kompleksno in tudi težko vprašanje. Težko vprašanje predvsem iz vidika, ker je pač to neka nova tehnologija, kot pa vemo iz izkušenj pa iz zgodovine, imajo vse tehnologije v bistvu dobre in slabe plati. In človeštvo jih je pravzaprav uporabljalo na različne načine. Primer, prej smo se pogovarjali o pač uporabi jedrske energije, vemo, kje je bil začetek uporabe jedrske energije, za kakšen namen, in vemo potem tudi ta odgovor, recimo ta Evropska organizacija za jedrske raziskave je kot odgovor na uporabo jedrske energije v pač uničevalne namene naredila raziskovalni center, ki je danes največji center, kjer raziskujejo pravzaprav
to delce narave, s tem hadronskim trkalnikom je to v bistvu European, se pravi Evropski center za jedrsko tehnologijo, ki je pa namenjen znanosti za mir. Njihovo glavno sporočilo in komunikacija znanosti je znanost za mir in CERN se temu prizadeva in prav z jedrsko tehnologijo. To je en tak lep primer, kako pač tehnologijo uporabljamo lahko na različne načine, seveda pa o digitalnih tehnologijah, ki jih primerjamo z dobrimi in slabimi plati uporabe tehnologij, z jedrsko energijo govorimo že več časa, primer Erika Snowdena recimo, pa Wikileaksa in tako naprej. To so nekatere zgodbe, ki so jih povzročila socialna omrežja, dostopnost do informacij in kjer se je izkazalo, da lahko tudi tehnologijo izkoriščamo v neke namene, ki pa niso dobri za družbo. In z tega vse te posledice. In to ni nova stvar, Erik Snowden s tem razpolaga že več. Seveda, zdaj se je še pojavila pa tehnologija umetne inteligence, ki je pač izpeljana iz tehnologije, ki omogoča še hitrejše delo, še olajšanje določenih stvari, tako v dobre kot v slabe namene in tukaj se sedaj seveda lomijo kopja. Vemo, že na Kitajskem se to uporablja za nadzor množic, torej se ta tehnologija že zlorablja. Vemo, da na osnovi, ne vem, na vzorcu 50,000 ljudi, ne vem, v kolikih minutah najdejo pravi obraz, če si želijo. Se lahko ta zadeva potem nekako tudi zlorabijo naši oblastniki tukaj v Evropi? Ja, seveda, kot že omenjeno, vse tehnologije se dajo uporabiti v dober ali slab namen. In zdaj seveda način uporabe tehnologij je pa vedno v rokah človeka. Tudi način uporabe umetne inteligence. In zdaj, če mi želimo nadzorovati množice, ali pa prilagajati podatke, seveda to lahko počnemo dosti bolj efikasno s temi orodji. Po drugi strani pa lahko z temi orodji umetne inteligence hkrati pa tudi na teh velikih podatkih naredimo dobre stvari. Dobre stvari so recimo pomagajo nam pri diagnostiki različnih bolezni. Danes v bistvu ti algoritmi prepoznavajo začetke rakavih obolenj na različnih slikah za 10 do 15% boljše, kot jih prepozna konzorcij 20 ljudi, ki so to celo življenje počeli in so strokovnjaki na tem področju. In to na različnih domenah. Kožni rak se prepoznava samo še s tem, naprimer. In to so bile objave zdaj pred 3-4 leti, pravzaprav tudi v vseh znanstvenih priznanih revijah na to temo, da je pač ta tehnologija na tem specifičnem področju boljša, kot je sposoben nek konzorcijski tim zdravnikov, ki se s tem ukvarjajo celo življenje, prepoznati določen primer. Enostavno iz vidika, ker je toliko podatkov na voljo o tem, ki jih človek pač ni sposoben procesirati na tak način, ampak z seveda to veliko računalniško močjo s temi algoritmi, ki pravzaprav posnemajo mišljenje človeka, pa je to mogoče narediti. In tudi v Sloveniji smo imeli 2019, ne vem, če se spomnite, primer, ko so recimo takrat že tudi naredili eno študijo raziskovalno na Inštitutu Jožef Štefan, pa so zdaj to podjetje postavili v Švico, na podlagi krvne slike so lahko napovedovali verjetnost možganske kapi. In to pač algoritmi znajo zdaj narediti na velikih podatkih, je pa seveda to še vedno samo pomoč. To bi jaz dvakrat podčrtal, kajti gre za to, da mi z nekimi novimi očali, z nekimi novimi orodji si pomagamo pri naših odločitvah. In seveda tem orodjem ne smemo zaupati zdravo za gotovo. Še vedno je človek tisti, ki tukaj sprejema odločitve. Jasno pa pač tudi je, da smo lahko tudi s temi orodji zavedeni. In to se pa vračam k vašemu vprašanju o tem, če se lahko tehnologije zlorabijo. Seveda se lahko in jaz mislim, da se zlorabljajo, prav tako kot se tudi uporabljajo v dobre namene. Seveda pa tudi spreminjajo družbo. In ravno zaradi tega toliko diskusij o teh stvareh danes v medijih, kajti imeli smo dva velika premika oziroma velika breakthrough v angleščini, v slovenskem besede trenutno najdem, preboja na tem področju. Se pravi, en preboj je bil to prepoznavanje slik leta 2012, kot sem prej že omenil, in ko so začeli pač z algoritmi, ki jih učimo s podatki, prepoznavati dosti bolj natančno objekte na sliki kot z nekimi metodami, ki smo jih mi napisali, matematičnimi filtri in podobno. To je celo področje računalniški vid.
In od 2012 naprej računalniški vid področja ne uporablja več drugih algoritmov kot te algoritme, ki jih učimo. Pred 2012 so seveda še eno celo drugo kopico algoritmov uporabljali za prepoznavanje objektov, ki se pa so potem izkazali kot slabše. In zato pač tehnologija šla v to smer in od pridemo do te tehnologije natančne prepoznave obrazov, ki jih pa seveda zdaj v različnih konfiguracijah, v različnih postavitvah lahko uporabljamo za takšne in drugačne namene. Zdaj Evropa na tem področju, je treba reči, je zelo striktna, tudi kot pri nekaterih drugih stvareh. Mi imamo vseeno GDPR, ki ščiti podatke, zasebnost in tako naprej. Tega na primer na Kitajskem ni na tak način. In te politike, ki se ustvarjajo za uporabo teh tehnologij, so seveda zelo pomembne, kajti to nam usmerja celotno družbo. In zato si tudi Evropa v vsej digitalni agendi do 2030 posebej prizadeva tudi za regulative umetne inteligence in jaz mislim, da Evropa na tem področju vodi. Na eni strani imamo Ameriko, ki pač to razvija, na drugi strani Kitajsko, ki je tudi zdaj prišla in o tem tudi pišejo različni znanstveniki in tudi tisti, ki so sodelovali tako v ameriških kot kitajskih podjetjih, da pravzaprav tu poteka neka tehnološka bitka za premoč. To lahko tudi uporabniki sami opažamo na naših mobilnih napravah, recimo s to prepovedjo Huawei-ja in podobne stvari, ki so bile, se pravi kitajska tehnologija napram ameriški. In jasno, gre se pa za umetno inteligenco. In problem umetne inteligence seveda, oziroma niti ni problem, ampak neka naravna danost so podatki. Če nimamo podatkov, ne moremo delati nekih dobrih napovedovalnih modelov. Prebral sem pred nekaj dnevi v enem izmed medijev, da bi ta umetna inteligenca lahko nadomestila veliko število delovnih mest, morda na katerih področjih vi vidite, kje so te prednosti, oziroma na katerem področju nekako lahko prevzame največ delovnih mest. Eno že, ko ste omenili na področju zdravstva, še kje vi vidite te možnosti? Zdaj na področju zdravstva bo težje prevzela delovna mesta, v bistvu bo omogočala boljšo, kvalitetnejšo obravnavo recimo določenih stvari pri diagnostiki. Kjer pa že nadomešča recimo to področje zaposlitve so pa recimo bančni sektorji. Recimo, ne vem, pri obravnavi... Vohunstvo, verjetno, ne? Prosim? Vohunjenje? Ja, nisem z tega področja, težko to komentiram, ampak verjetno tudi vohunjenje uporablja vse možne tehnologije, kot vedno do zdaj, če gledamo filme o James Bondu, z vsemi možnimi gadgeti, potem si pač lahko mislimo, da tudi vse službe, ki so namenjene v ta namen, uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo. Pa Snowden je to nekako tudi že nakazal, v katero smer gre cela zadeva. Snowden je pa seveda nakazal, oziroma ne nakazal, celo povedal, kaj ni regulirano in kaj ni vredo in zakaj on misli, da to ni vredo, in iz tega sledi tudi ta celotna njegova zgodba. Tako da iz tega vidika pač kdo danes obvladuje informacije, obvladuje svet. To zdaj ni nekaj, kar je novo, je pa seveda toliko bolj poudarjeno in mogočno, kajti tehnologija danes, leta 2023, pa tehnologija leta 2012, je bistveno izboljšana. In ker je bistveno izboljšana, so tudi možnosti uporabe in vseh drugih stvari bistveno večje. In iz tega vidika mogoče gre skrbeti toliko bolj za te stvari. Tako da, Potem seveda Elon Musk je pred časom izjavil, ustavite razvoja teh velikih sistemov umetne inteligence. Kako to komentirate? Ja, zdaj seveda se vrnemo na zgodbo, da razložimo, odkot ta poziv. Zdaj, če smo rekli, da so leta 2012 naredili, se pravi, sisteme za prepoznavanje obraza, ki smo ga potem z velikim veseljem uporabljali tudi uporabniki na Facebooku, pri teganju in podobnih stvareh, kar so stranske posledice, potem smo že prej pokomentirala. Mogoče mimogrede pri vseh teh novih tehnologijah, kratek intermezzo, pa se pol vrnem na zgodbo k temu. Tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je leta 2009 komentiral, kaj pa lahko socialna omrežja prinesejo slabega, če se ljudje med sabo povezujemo. To je čudovita tehnologija, ki bo prinesla lahko samo dobro. Ampak takrat se je Facebook komaj začel uporabljati. Zdaj seveda po 12, 13, 14 letih verjetno imamo vsi uporabniki Facebooka
od izobraževanja do vseh drugih stvari, različne poglede, posebej pa po pandemiji, na to, ali so socialna mreža resnično doprinesla k samem lepem izboljšanju stvari za vsakdanje življenje, ali imajo tudi neke negativne stvari, ki jih opažamo in na katere seveda noben ni pomislil takrat, vključno ne s tistimi, ki so to postavili. Ne. In podobno je pri umetni inteligenci. Danes poslušamo, super, kako krasno imamo to tehnologijo, kaj se nam lahko pomaga, ljudje so veseli, da si pomagajo pisati e-maile, da si pomagajo pisati razne prispevke, vse to danes omogoča, to je ta drugi preskok, ne, če je prvi fotografija. Po drugi strani pa danes noben ne ve, podobno kot da socialna mreža, kaj pa to v bistvu prinaša. In zato ta klic teh ustanoviteljev, recimo Sam Altman, je tisti, ki je pravzaprav direktor podjetja OpenAI, ki je pa povzročilo drugo revolucijo na področju umetne inteligence, ta se pa je zgodila lanskega decembra. In to seveda se je zgodilo z prepoznavanjem jezika, namreč eno so seveda modeli umetne inteligence, ki prepoznavajo vzorce na slikah, se pravi obraze, ne. Drugo področje tega pa je bila uporaba teh tehnologij, se pa prilagojena na določen način, razpoznavanju človeškega jezika. In tu seveda so bile velike težave na tem področju, jezik je kompleksen, mi povemo eno besedo, beseda ima kontekst, kako kontekst razumevati in podobno. In do leta 2017, naprimer, so to bili zelo veliki izzivi, kajti imeli smo neke nevronske mreže iz prepoznavanja slik, ki smo jih dali na jezik in so določene pa jih izboljšali in so določene stopnje znale, recimo upoštevati neko konotacijo, recimo 100 besed naprej, 100 besed nazaj. Potem pa je 2017. DeepMind na Googlu postavil nek algoritem in članek na to temo se imenuje Attention is all you need, se pravi algoritem neke pozornosti, ki pa je začel kontekst računati na velikih podatkih, sistematično v samih stavkih in v bistvu potem te vrednosti vnašati v nevronske mreže. In zgodilo se je to, da zdaj naenkrat več ni omejitve, da jaz prepoznam kontekst besede samo 10 ali pa 20 besed naprej ali pa 20 besed nazaj. Ampak prepoznam v celotnem besedilu, ki ga dam. Z tega je nastal ta model ChatGPT, ki ga je ustanovilo podjetje OpenAI, je napisalo ta program. OpenAI, soosnovitelj tega podjetja je bil tudi 2015 Elon Musk. In seveda ta ChatGPT v začetku je bil pa samo malo boljši program za razpoznavanje jezika. Ne. Zdaj z verzijo 3.5, ki je prišla decembra med vse uporabnike, se je pa zgodilo to, da je pravzaprav ChatGPT dosegel 1 milijon uporabnikov v samo 5 dnevih. Facebook je potreboval 35 dni. In jasno, ne, ves svet je uprl oči na to, kaj to pravzaprav je. Pa še nekaj, ta OpenAI je temu ChatGPT modelu, kaj pomeni zdaj GPT, to pa pač pomeni Generative Transformer Model, je temu modelu dodal tako imenovani etični vmesnik, se pravi, en del so posebej upoštevali, da so ga učili ne upošteva določene teme, na temo politike, na temo vojne, na temo neprimernega govora in podobno. In zato je zaživel. Je pa to seveda zdaj model 3.5, ki danes v bistvu zelo dobro posnema razmišljanje človeka. In pri tem prihajamo spet do vseh teh razmislekov, kar ste vprašali prej. Kar sem vprašal, namreč, za gledalke in gledalce sem mogoče nisem v uvodu povedal, sva midva v istem času googlila šolske klopi v Ljutomeru, so bila sošolca. To nič ni narobe, če se bomo malo tudi pogovarjali. Se lahko na tem pogovarjamo, ja. Torej, in zdaj naenkrat smo dobili nek jezikovni model, veliki jezikovni model, ki pa na vprašanje, ki ga jaz postavim, odgovori zelo dobro. Zakaj? Zato, ker je treniran na korpusu več milijard besedil in je sposoben predvideti verjetnost naslednje besede zelo natančno. Kar pomeni, da mi dobimo občutek, da ta stroj misli. Ta stroj seveda matematično misli. Misli tako dobro, da imamo občutek, da se pogovarjamo s človekom na drugi strani. Vprašam ga, karkoli mi odgovori. Piše povzetke za seminarske naloge, piše povzetke za znanstvene članke, napiše recept za karkoli želim. Mislim, uporabljam ga lahko za res veliko stvari in ljudje ga zelo uporabljajo tudi za pisanje recimo kakšnih
znanstvenih besedil in podobnega. Uporabljajo pa ga tudi za marketing. In naprimer danes, kar beremo na spletu, ogromno besedila je že generiranega z tem jezikovnim modelom. Ni pa to edini jezikovni model, je pa največji jezikovni model. In zdaj z verzijo 4, ki je pa prišla ven marca, to je se pravi ta mesec, seveda so se pa oglasili tudi ljudje, ki so že prej opozarjali na zlorabe umetne inteligence. In Elon Musk je v bistvu eden prvih, ki je pravzaprav govoril o tem, da je umetna inteligenca nevarnejša kot je jedrska tehnologija in da je treba to zelo regulativno razvijati. Elon Musk govori o tem predvsem iz vidika avtomatske vožnje vozila, kjer imamo prepoznavanje objektov in kjer gre za Tesla model. Je sicer stopil ven iz tega OpenAI konzorcija leta 2018, ampak zdaj, ko se seveda jezikovni model prebudil in ko zdaj z jezikovnim modelom lahko te stvari počnemo, pač opozarja na to, da je treba to razmišljati. In od to njegov poziv, danes skupaj z Stevom Wozniakom, ki je pač v Applu, da je treba ustaviti pod ChatGPT-4 naslednje verzije tega jezikovnega modela, zato da se neke regulative pa premisleke na to temo vzpostavijo. Namreč, kaj se dogaja, če so socialna omrežja začela v družbi ustvarjati neke vzorce neenakosti, napetosti, podobnih stvari, kaj lahko naredi zdaj neka tretja stvar, ki niti ni plod več človeškega razmišljanja, ampak je samo zelo inteligentno orodje, s katerim jaz lahko produciram informacije. In naenkrat se zgubimo v digitalnem prostoru. To so recimo ti problemi. Vsi poznamo zgodbo z Terminatorjem, pa te bi lahko rekel neke slabe prihodnosti, ko neka taka inteligenca prevzame oblast nad planetom in seveda tudi nad človekom. Koliko je ta zadeva možna? Vsi se spomnimo tistega filma Terminator 1, Schwarzeneggera in tako naprej. Koliko je ta zgodba realno možna, glede na to, kar se ta umetna inteligenca vseeno razvija, je prisotna že med nami. Koliko so tu možnosti, da gre človeštvo v to smer? Zdaj, čist iz znanstvenega vidika, tisti, ki se pač ukvarjamo s temi algoritmi, pa recimo imamo hands-on na teh stvareh, je treba počrtati dve stvari. Najprej, zaenkrat so to še vedno samo računalniški programi, ki so pač računalniški programi, s to razliko, da jih mi zdaj učimo. In oni se v bistvu izboljšujejo na podlagi podatkov, ki mi jih dajemo. To je ena točka. Druga točka je, ti računalniški programi sami od sebe nič ne počnejo. Tudi ta jezikovni model ne. Se pravi, on pač, ko ga jaz vprašam, mi da informacijo. In potem stoji. Če ga ne vprašam, ne naredi nič. Sam od sebe on ne bo naredil nič. Zato recimo iz današnje perspektive govoriti o tem, da bo to zdaj postal Terminator, ki bo zavzel svet in potem se bodo orodja umetne inteligence zarotile proti človeštvu in nas izgnala, je seveda iz tega vidika utopično. Moram povedati, da se tudi druge tehnologije razvijajo, ne samo umetna inteligenca, recimo bioinženiring. In ko se bo enkrat začelo zlivati to, recimo pa bo računalništvo prešlo tudi iz teh silikonskih struktur na biološke strukture, kar se že dogaja, takrat so ta vprašanja seveda dosti bolj na mestu. Po drugi strani pa pač zaenkrat to velja samo za specifične stvari. Mi imamo danes umetno inteligenco, ki se imenuje usmerjena umetna inteligenca, ki je v bistvu na eno področje je boljša kot je človek. Sprijaznili smo se že 97. leta, da računalnik boljše igra šah kot človek. Potem smo se 2016 sprijaznili s tem, da pa igra igro Go boljše kot igra človek. In zdaj po nekaterih izračunih ima igra Go, jaz ne igram igre Go, zato težko to pač si predstavljam, ampak več možnosti kot šah, celo več kot je atomov v vesolju, bi naj igra Go imela različnih pozicij. In ko je svetovni prvak igral igro Go za tem nevronsko mrežo, ko je bil v prvi iteraciji, to je recimo pomembno, da ljudje razumemo, v čem je ta strah umetne inteligence. Se pravi, ko je računalnik se samo učil iz vseh iger, ki so jih zaigrali ljudje, ga je človek premagal. Potem so pa naredili poskus, pa so rekli, ok, računalnik AlphaGo, zaigraj igro Go z kopijo samega sebe. Pa to zaigraj 100 000 milijonkrat.
pa se nekaj zraven nauči. In je to računalnik naredil. Sam proti sebi je igral in so spet postavili svetovnega prvaka pred igro z njim in sta zaigrala 5 iger, v kateri je računalnik zmagal. 3-krat, mislim, da pa ta samo 2-krat. In potem je tudi ta, ki je igral z njim, začel razlagati in tudi vsi strokovnjaki okrog, da je računalnik v določenih potezah, se pravi ta AlphaGo, tako presenetil igralca, da človek nikoli ne bi pomislil, da nekaj takega je možno zaigrati s to taktiko. In so se začeli učiti od tega, se pravi, in v tem primeru so se te grožnje začele pojavljati. Aha, zdaj smo pa naredili umetni program, ki sam sebe uči v virtualnem okolju in izboljša svoje znanje, tako da človeka nekaj nauči na koncu. Ne? In iz tega pridemo do tega, da obstaja mogočnost, da zdaj, ker seveda moram povedati, računalniki pač obdelujejo neskončno podatkov in da smo se s tem sprijaznili, ne? In če to vse skupaj med sabo povezujemo, potem hitro pridemo tudi do slike, kot jo Hollywood nam slika v nekih stvareh. Je pa res, da je to težko napovedovati, zato tudi te regulative, zato tudi te vsi pozivi o tem in tudi tako jaz mislim, da je prav. Ne? Ker na koncu hočemo ali ne, ljudje, to smo se tudi prej pogovarjali, še ni bilo tehnologije, kjer ne bi izkusili slabih strani, pa potem iz tega se naučili jo uporabljati v dobre namene. Jaz mislim, če smo toliko napredovali, da se to ne bo pri umetni inteligenci zgodilo, hvala Bogu, ampak pač mogoče realno gledano bomo morali pač še nek cikl dati skozi. Je pa dejstvo, da se temu ne bomo mogli izogniti. Ne? Zdaj, danes recimo piloti, če smo se prej po poklicih pogovarjali, ne? Piloti zelo malo pilotirajo letalo. Ne? Svoje avtopilot večina stvari naredi. Ne? Tako da v bistvu ti algoritmi pa vse to razpoznavanje vzorcev, ne, ki jih pa treniramo, mi grede ljudje pa uporabniki. Da si predstavljate, kakšno moč ima neko podjetje, ki recimo trenira samo vozečo vozilo, pa vse slike pregleduje. Ne. Vi vedno, ko ste v avtomobilu, imate samo vozeči avtomobil, pa neke podatke sporočate na splet, recimo kako se luči prižigajo, trenirate neko umetno inteligenco, nek algoritem, da zna boljše voziti avto. Ne. In to zdaj naenkrat ne uči tega algoritma, ampak uči tisoče, 100 000 ljudi, zdaj pa ne samo voziti avtomobil, tudi vse druge zadeve. Ne. Seveda, vse te grožnje oziroma premisleki in tudi klici k nekemu razumskemu razvoju teh tehnologij, ki zelo posegajo potem v naš vsak dan, lahko na zelo dober način, kot smo povedali, ne. Hkrati pa se lahko bojimo tudi teh negativnih posledic, ki jih moramo nekako znati prepoznati. Ne. Gospod Mertik, hvala lepa za ta pojasnila, za zanimivo debato, pa seveda hvala za vaš čas in za obisk našega studia. Hvala vam za povabilo in lep dan vsem gledalcem in gledalkam.